Ej, člani, kaj zdaj? Danes imam za vas še eno čudovito glupost iz klepeta ob kavi. In se opravičujem, če komu preveč video o klepetu o kavi zadnje čase, ampak meni so te stvari fenomenalne. Mislim, naslov videa, ki ga bom komentiral je, in se ne zajebavam, ženska, ki ima telepatsko povezavo z delfini. Kar priznajte, da vas zanima, kam ta čudaškost pelje. Hvaležno pozdravljeni in dobrodošli. Kljub temu, da je poletje daleč stran, pa te lepe modre barve, pa te lepe misli o modrini in o vseh prebivalcih morja, o delfinih, recimo. Wow, ful subtilno si nas pripeljali na to tematiko, vsa čast. Glede na to, da nam je to trenutno malo daleč, se bomo danes vendarle potopili v neverjetno visoke vibracije delfinov. Kaj? Kakšne vibracije delfinov? Kdaj delfini vibrirajo? Govorimo tle vsi o istih delfinih ali ima ona kakšne druge v mislih? V moji družbi je ženska, pravzaprav Slovenka, ki ima telepatsko povezavo z delfini. Lepo pozdravljena, dobrodošla. Niti ne, ki pravi, da ima telepatsko povezavo z delfini. Prav imajo, znanstveno dokazano. Ker če bi meni drugače kdo rekel, da sliši delfine v glavi, moja prva diagnoza ne bi bila toliko telepatija kot shizofrenija. Ampak okej, to jo mogoče samo malo tako čudno prikažejo. Sem sigurna, da drugače je čisto normalna. Ja, jaz sem si od otroških dni želela plavati z delfini, biti delfin. Ali pa ne. Počasi deluje, kot da tem ženskam delfini niso samo všeč, ampak všeč. Jaz lahko povem, kakšna je bila moja. Jaz sem šla na Havaje polna pričakovanj. Že sem imela pred tem izkušnjo z delfinom, ki sva ga s prijateljico telepatsko priklicali. Okej, ta izbira besed ne more biti po narodi. Imela izkušnjo z delfinom. To ne zveni kot nekaj, kar rečeš v oddaji o živalih, ampak v kakšnem članku o seksu. Mislim, res se moraš potruditi, da tisto telepatsko priklicovanje ni bil ta najbolj čuden del stavka. Link čisto slučajno zgleda, kot da je bil kliknjen. In pa, ko sem prišla na Havaje, sem rekla, pa jaz to obvladam, če sem jaz na Jadranskem morju priklicala delfina, halo, na Havajih jih je poln, itak da bom. Niti enega nisem videla. Ja, to je pa ta logična napaka, ki jo folk rad dela. Isto kot ljudje, ki grejo v zrče na ribe in pol si mislijo, če sem pri sosedovi Jožiki videl Jožke, pol bom tam sigurno fukal, ker tam je polno bab. In pol pač ne, ker pozabljajo, da jih je tam res sicer ful, ampak tam imajo tudi one nekaj, kar v domačih vodah nimajo. Izbiro. Delfini so pa držali distanco. Vse so bili mogoče na 10 metrov, ampak ponavadi pridejo bližje. In tako smo se gledali na daleč. In sem rekla, okej, ne vem, tako si misliš, 40 kaj z mano narobe? Okej, ne marajo me. Ja, ne marajo me. Fak, res podoživljam moje zrče 2012 le. In zanimivo, da imajo tudi isto rešitev, kot sem jo imel jaz. Naenkrat se v bistvu naloži v moje možgane sporočilo. Vemo, da si tu, vidimo te, sprosti se in uživaj. Ko ne pričakuješ nič, lahko pričakuješ vse. Kaj pa potem, kaj se je pa potem zgodilo, ko so se pričakovanja znižala oziroma odstranila in je bilo vse mogoče? Jep, samo znižaš pričakovanja in vse postane mogoče. Samo začneš osvajati štirke namesto 7, ki naenkrat si fucking porno zvezda. No, ampak ene njihove izjave so bile pa res že na hard seksualne. Ti lahko greš dol, gor, levo, desno, plavaš, z njimi se igraš in oni se cel dan igrajo in se ljubijo in potem se še ti igraš in čudovito. Okej, tukaj je res na hard zgledalo, kot da je hotela reči, da se ljubiš z delfini in pol se je zadnjo sekundo ustavila. To bo dovolj za to oddajo. Kaj več lahko vidite na mojem OnlyFans? Pred parimi leti, ko sem bila nazadnje na Havajih in sem plavala z njimi in meni začne prihajati. Okej, tukaj priznam, da sem za nalašč tako rezal. Ampak po pravici povedano, tudi če bi samo pustil do konca, še vedno ne bi zgledalo bistveno manj čudno. Meni začne prihajati Blu-ray. Ti plavaš, pa še moraš razmišljati. Ja, kaj de fuck je to, da moraš plavati in razmišljati? Veste, kako je to težko? Skoraj tako kot voziti in razmišljati, ali pa hoditi in razmišljati, ali pa dihati in razmišljati. Pač ne gre. Blu-ray, pa sem mislila, kaj je Blu-ray, ne? To je tisto, ko daš CD noter, ne? Bralnik. In potem šele, čez nekaj časa, ko sem plavala z njimi, je meni kliknilo. Ne, to je modri žarek, to oni želijo, da nekaj s tem pač mi povedati. Tako da je to prišlo.
Ok, kot prvo, kaj točno se je spremenilo, ko si poštekala, da Blu-ray je modri žarek? Ja, in kako ti zdaj to karkoli razjasni? In kot drugo, zakaj the fuck delfini zdaj naenkrat govorijo v angleščini? Je to njihov uradni jezik ali so se ga samo te naučili, ker delajo s turisti? A ja, in pa Blu-ray ni CD drugače, ampak ok. Glede na njene ostale tehnološke izjave je bila ta še kar blizu. Je drugače sicer, ko si z njimi v živo, takrat res je ta prenos podatkov, kot da bi dal ključek v računalnik pa naložil podatke. Tako nadaleč pa prihajajo tudi sporočila, ampak na tak način, kot ko se povezuješ z angeli ali pa z drugimi. No. Kakšna primerjava od kurca je to? V živo je hitro, kot iz USB ključka, nadaleč pa gre bolj počasi, kot da se povezuješ z angeli. Aha, super, vse objasnjeno. Angeli so očitno spiritualni dial-up. S tem, da recimo po vodi se informacije hitreje prenašajo kot po zraku, ne? Zato ker pač je voda boljši prevodnik. Boljši prevodnik česa? Informacij? Informacije niso fizična stvar drugače. Po moje ta ženska, ko vidi, da kje postavljajo vodovod, si reče: "O, glej, novi internet bomo imeli." Pa drugače Wi-Fi ne dela pod vodo. Tako da, če takrat res sliši te glasove boljše, zgleda ne prihajajo od delfinov. No, zdaj pa si poglejmo nekaj njenih daleč najbolj odbitih izjav v tej oddaji. Zame so delfini angeli oceana. Zato, ker pač v zavesti so višje ali pa drugače in jaz čutim, da smo pač z njimi, verjetno večina človeštva, izjemno povezani, da so naši bratje, mogoče iz drugih dimenzij. No. Tako jih jaz čutim. Wow. Na začetku, ker pač nisi tako vzgojen, tako ne veš, ne, kaj oni predstavljajo, ampak ves pa je še, ne vem, najbrž iz Atlantide. Aha, iz izmišljenega mesta. Ja, sounds about right. Tako da oni so večdimenzionalna bitja. Lahko spreminjajo obliko, lahko grejo v različne dimenzije, lahko se vrnejo nazaj. Lahko spreminjajo obliko, grejo v različne dimenzije, samo iz vodnih parkov se ne znajo rešiti iz nekega razloga. To je ta modri žarek, a ne? Modri žarek, ja, te pa popelje v eterično piramido na dnu morja, kjer se srečujejo različne civilizacije v sobano za modrim žarkom. Naprej pa ne bom povedala. Ja, da ne bi kdo slučajno pomislil, da si malo čudna. In seveda ima teta tudi svoj merch, koledar z delfini. Verjetno iz podobnih razlogov, kot imajo mehaniki koledarje z nagimi tetami v delavnicah. Torej, namen koledarja je, da nam pomaga držati vibracijo radosti v teh časih, ko je to tako zelo težko. Vibracijo radosti, res. Ona prav hoče, da se folk iz tega intervjuja zajebava, ali kaj? To je res tako smešno, ne? Malo pa je. V glavnem koledar ima in notri so posebna sporočila. Torej, za maj je sporočilo delfinov, je napisano zmeraj na sliki od delfina. Ja, fuknjena si na delfine, smo štekali. Zanimivo. Brez žalosti je težko prepoznati radost. Brez praznine ni prostora za izpolnitev. Izprazni in zapolni z radostjo. Izprazni in zapolni z radostjo. To samo meni zveni kot nekaj seksualnega ali še komu. Oziroma drugače rečeno, s kom je tukaj nekaj narobe, z mano ali z njo? Taka preprosta sporočila prihajajo, potem so pa na drugi strani, kjer je še prostor za zapiske. Ja, taka sporočila, kot da si jih izmislil nekdo res preprost. In zakaj rabiš pol prostor za zapiske? Kdo normalen si bo tle gor pisal stvari? Čeprav po drugi strani, kdo normalen bo sploh kupil ta koledar? Ne veš kaj, vzamem nazaj, odlična ideja. Upravljajte s stresom tako, da okrepite svoj živčni sistem. Ja, bodite bolj samostojna in uravnotežena oseba, tako da poslušate telepatska sporočila delfinov. To je garant prava pot. Odnosi. Stopite korak nazaj in se posvetite hvaležnosti, vzemite svojo energijo iz situacije. Kaj? Ljubezen, počakajte, čeprav je maj, mesec ljubezni, je prišlo, počakajte na boljši trenutek, mirujte. Kaj?
finance, zaščita pred izgubo ni priporočljiva, pojdite ven in delujte. Shopping! Ja. Okay. Delfini skušajo sporočiti, da naj se malo skulira glede seksa. Mogoče pa res komunicira z njimi. Duša, v ospredje bo prišlo vse, kar vam stoji na poti izraza duše in čiste ljubezni. Ja, ne šparat, ker če ste kupili ta koledar, ste verjetno lih prav zabiti, da vam lahko prodamo še kaj. Se pravi, da bo lahko najbrž maj kar pester mesec za tiste, ki še niso izrazili svoje duše, ker bo vse metalo ven. Veš, kaj bi jaz prvo vrgel ven? Ta koledar. Zavest, zaljubite se v svoje življenje in bodite pozorni na izraze ljubezni okrog sebe. Zakaj so duša in zavest ločene stvari? Zakaj rabiš dve ločene rubrike, za v njih še vedno ne povedati nič? V glavnem, če pravilno razumem to žensko, so po njeno delfini telepatski, transdimenzionalni shapeshifterji. In kako oni uporabljajo te svoje neverjetne sposobnosti? Za rešiti lakoto na svetu? Ustaviti vojne? Najti zdravilo za COVID? Ne. Zato, da so njej narekovali neke vrste horoskop. Mislim, ljubezenski nasvet za maj. Počakajte na boljši trenutek, mirujte. To je horoskop, okej? To je horoskop. Edina razlika je, da tam je razdeljeno na 12 znamen, tukaj pa je za vse Kristo. Očitno za nobenega na svetu ne bo maj dober mesec za fukat. Ker kot je november za delo, tako je maj za ljubezen. Ne da se. Wow, thanks delfini. In to je to za danes. Moram iti na hitro editirati, da lahko dam ta video ven še novembra, tako da mislim imel časa spisati outrota in... ja, ne vem, kako je vi? Vse je cool doma in to? Že veste mogoče, kje boste za novo leto? Nič, jaz moram ful iti naprej, se mi mudi, tako da ful dobro se bilo videti, res, ful, moramo se še kaj slišati, nujno. Ja, čau. Čau. Bi te najrajši ugriznil koleno in ko voham po travo. In se spomnim, sin je bil takrat 5 let star. Ko sem videla, da so delfini v zalivu v two-step, jaz sem ga kar vrgla v vodo